Kaj gledaš? Kaj je to? Duh? Ne, punca. Tale postavni mladi mož je brodolomec. Izgubil je tovariše in zdaj jih išče. To mora biti boginja, v kateri spada glasba. Dovolite mi prošnjo, da izvem, če vi na tem otoku bivate. In ali mi lahko svetujete, kako naj se tu vedem. A prvo vprašanje, ki kot zadnjega izrečem, je, vi čudaš, ali ste dekle? Nisem čudež, gospod, dekle pa zagotovo. Moj jezik, nebesa. Jaz sem najvišji izmed vseh, ki govorijo v tem jeziku, ko sem tam, kjer ga govoril. Kako? Najvišji? In kaj bi bil, ko bi te slišal kralj Neaplja? Jaz sam sem kralj Neaplja. Saj s temi svojimi očmi, ki od takrat se niso posušile, sem videl svojega očeta kralja potoniti. Joj, kako grozljivo. Ja, res. Če ste devica in niste še obljubljeni nikomor, iz vas napravil bom neapeljsko kraljico. Počasi, moj gospod, počasi. Drugega sta oba že osvojila. Moram poskrbeti, da vse ne gre prehitro, ker lahko zmaga v pritisku celosti. Samo besedico, gospod. Z nazivom, ki vam ne pripada, ste prišli na otok kot vohun, da bi ga prevzeli meni, ki mu vlada. Ne, častna moška beseda. Zakaj govori z njim neprijazni? To je tretji moški, ki sem ga videla in prvi, ki mi je všeč. Ker je izdajalec. Uklenil ti bom vrat in noge skupaj. Morje pošpil, jedel žive polže, suhe korenine in želodove luščine. Ne! Upiral se bom takšni vrsti gostoljubja, vse dokler ima nasproti manj moči kot jaz. Dragi oče, ne obsodi ga prehitro, plemenit je in pogumen tudi. Kaj? Oče, usmiri se. Molči! Prosim te, oče. Tišina! Pa jaz se njega jamčim! Molči, pončara trapasta! Misliš, da ni več takšnih, kot je on, ker si videla le njega in Kalibana, a v primerjavi z večino moških je on Kaliban in oni naprem njemu angel. Moja ljubezen je potem pač skromna. Saj boljšega od njega si sploh ne želim. Tamo, gremo! Moči imaš toliko kot otročice. Res je, moj duh je kot v sanjah zvezan. Gremo! Ne bojte se, moj oče je veliko boljši, kot se kaže. Ti! Pa mi ga ne zagovarjaj.